Od samega začetka, dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Jara Kej, vaša gostiteljica. Poskušamo se upreti ljudem, ki poskušajo uničiti naš zahod, ki ga imamo tako radi. In če se tudi vi tako počutite, potem dobrodošli. Našli ste svoje ljudi, zato se naročite na ta video in ga podprite. Veseli smo, da ste tukaj. Vedno sovražim videe Momdonja. Poglejmo, kaj ima povedati v svoj zagovor. Poleg tega, če želimo slediti dunajskemu modelu, bomo morali iti onkraj trga. Vzpostavimo lahko skupnostne zemljiške sklade, da postopoma odkupujemo stanovanja na zasebnem trgu in jih pretvorimo v skupnostno lastništvo. Najemnikom lahko damo predkupno pravico, da od svojih stanodajalcev odkupijo nepremičnino, ko gredo stavbe v prodajo. In lahko se v celoti zavežemo novi dobi socialnih stanovanj, končamo subvencije za gradnjo luksuznih stanovanj in uporabimo naše bogastvo za gradnjo lepih, kakovostnih socialnih stanovanjskih projektov, ki vsem ponujajo dobra stanovanja in močne skupnosti. Stanovanj ne bomo razblagovili čez noč, vendar vemo, kaj moramo storiti in imamo zgodovino, ki nas vodi. Prav. Odkot bo prišel denar, Momdani? Kje nameravate vzeti denar? In spet, na tisoče ljudi trenutno protestira proti njemu, ker je to bila napoved, ki jo je včeraj objavil. Kadar bo potrebno, bomo sprejeli odločne pravne ukrepe za odstranitev malomarnih lastnikov in upraviteljev nepremičnin. In za stavbe, ki so bile kronično zanemarjene, bomo delali na tem, da lastništvo prenesemo na odgovorne skrbnike. In uganite, kdo bo odločil, kdo so ti odgovorni skrbniki? Nihče drug kot župan, kar pomeni, da bo v bistvu lahko vzel nepremičnine ljudem, ki so trdo delali, da so jih pridobili, ki si jih zaslužijo in se odločil, da jih da drugim ljudem. Čudovito. Točno tako deluje denar. Skrbniki, med katerimi so skupnostni zemljiški skladi, neprofitne organizacije ali celo najemniki sami. Dobesedno, to, kar tukaj govori, je osnova komunizma, kar pomeni, ne skrbite, vzeli bomo bogatim in prerazporedili revnim, ampak v resnici se to nikoli ne bo zgodilo. In kot sem rekla, so ljudje popolnoma besni. Ampak se moram res še enkrat vprašati, kako je mogoče, da so tam zunaj še vedno ljudje, ki so tako neumni, da so tega človeka izvolili in ne razumejo, kaj to pomeni. Nate Friedman seveda odlično razkriva to. Res obožujem to ustvarjalko. Kaj pravite tistim, ki pravijo, da bodo milijonarji, če jih obdavčite, zapustili mesto in da najbogatejši 1% plača? 40% vseh davkov v mestu. Kaj se zgodi, če odidejo? Kakšen je vaš odgovor? Mislim, spet, to je čista osnovna matematika, ki je, če se ne motim, obvezna v vsaki šoli. No, to bi rekel, mislim, da bi morali prevzeti njihovo podjetje in ga voditi sami za naše mesto. Torej, če preselijo svoje podjetje na Florido, misliš, da bi ga lahko obdržali tukaj? Tukaj, mislim, ne morejo zapustiti stavbe, ne morejo kar pripeljati celotne delovne sile na Florido, kaj ne? Ne morejo prinesti vseh virov, ki jih imajo tukaj za gradnjo podjetja na Florido, kaj ne? To je cela stvar. In tukaj bi celo rekel, da gradimo pravo gibanje, kaj ne? Da to ustavimo. Prav tako bi radi prepovedali, da dejansko odidejo, kaj ne? Ne uporabljaj besede like preveč v stavku, zaradi tega zveniš neumno. V tem primeru ta moški ne more storiti veliko, ker bi zvenel kot idiot tudi, če bi izpustil besedo like, saj se zdi to pač je. Ampak poskusi poslušati njegove argumente. Dobesedno ne pomenijo nič. Bi jih oglobil do onemoglosti, če bodo poskušali zapustiti svojo lastnino. Oglobili jih bomo do onemoglosti, če bodo poskušali zapustiti svojo lastnino. Kaj to sploh pomeni? Tukaj... Kaj ne? Ker je jasno, da ljudje morajo delati. Kaj ne? Ljudje morajo preživeti. Torej, to je Charles Berry. In čeprav je to morda ena najbolj norih stvari, kar sem jih kdaj slišal v stotinah uličnih intervjujev, je še bolj pomembno to, da je on učitelj v javnih šolah v New Yorku. Predstavljajte si, da se takšne neumnosti širijo v razredu vaših otrok. On je učitelj. Kaj za vraga, sveta nebesa? Kako za vraga, moj Bog, kako je to mogoče? In se vprašaš, kako je nekdo, kot je Momdani, prišel na oblast? No, fantje, mislim, da je to precej jasen odgovor za vas. Zdaj pa, kar se mi zdi še bolj noro od vsega tega, je dejstvo, da če poiščete Momdanija na Kalšiju, za katerega bi morali do zdaj že vedeti, da je največja borza za napovedi v Ameriki, tako nam pokaže, kaj si ljudje dejansko mislijo o vsem, kar se dogaja. In so tudi sponzor tega videa. Zato si obvezno prenesite aplikacijo Kalši in uporabite kodo MIRA, da prejmete $10 ameriških, ko trgujete z $10 ameriškimi dolarji. Kalši je KALSHI
in svoj denar v bistvu vložite tja, kjer je vaša napoved. Če poiščete Mamdanja, imate na primer vprašanje, kaj bo Mamdani povedal med svojo objavo? Cenovna dostopnost. Ali bo Mamdani obdavčil dohodek nad 1 milijonda? Ali bo Mamdani ta teden podpisal izvršni ukaz? Ali bo Mamdani zvišal davke za podjetja? Oseba leta revije Time za leto 2026, moji prijatelji, to ni šala. Zoran Mamdani in Donald Trump sta dejansko izenačena. V redu, glede tega, kdo bi lahko bil oseba leta po izboru revije Time? Ta človek samo uničuje Združene države, trdi, da želi ljudem odvzeti domove in jih prerazporediti. Dobesedno, komunizem, marksizem, vse, kar si lahko predstavljate. In nekateri ljudje tam zunaj še vedno mislijo, da bi ta človek lahko bil oseba leta po izboru revije Time. Za me je to osupljivo na način, ki ga sploh ne znam opisati z besedami. Preprosto ne morem dojeti, kako neverjetno neumni so ljudje. Mamdani poziva k odstranitvi lastnikov nepremičnin in prenosu lastništva na najemnike in neprofitne organizacije. To je njegov načrt za Ameriko. To je njegov načrt za New York. In vendar, nekateri ljudje mislijo, da bi ta tip lahko postal oseba leta po izboru revije Time. To mi je popolnoma nerazumljivo. Kaj praviš na to? Hvala Bogu, da so tam zunaj še vedno ljudje, ki vidijo, da je ta moški psihotičen in se upirajo. Poglejmo. In po noči, da to zagotovijo. Hvala NYPD. V redu, ti videoposnetki imajo milijone ogledov. Poglejte, koliko ljudi se je udeležilo protesta proti Zoranu Mamdaniju. Poglej. Toliko ljudi, kaj ne? In vsi ti ljudje pravijo, ta moški je psihotičen. Zdaj, če ne veste, da Mamda ni samo nor, ko gre za lastnino in kapitalizem, ampak je tudi islamist in podpira islamska prepričanja, kar je samo po sebi noro. Ampak pod njim antisemitizem noro narašča. Morda judov ne marate, morda jih imate radi. To je na vas, da razumete. In vaš IQ bom v bistvu ocenila jaz, glede na to, na kateri strani ste. Ker če ste neumni, spadate v eno kategorijo. In če ste inteligentna, razmišljujoča, prefinjena oseba, spadate v drugo kategorijo. Vendar, ko imate mesto, v katerem je neka skupina ljudi veliko prispevala k temu mestu, potem pa župan dobesedno širi sovraštvo do te skupine ljudi. Naj bo to finančna ali verska skupina, kaj ne? Tako, imate vse te milijarderje in milijonarje, ki so prispevali in gradili mesto. In Mamdani reče, veste kaj? Pa kaj potem? Vzemimo jim. In imate Jude, ki so veliko prispevali in on reče, veste kaj? Pa kaj potem? Naredimo jim še slabše. To je tista stvar, ki jo ljudje začnejo opažati, veste, ker postane nekoliko očitno in zato se borijo proti njemu. In želim, da opazite razliko med tem protestom in drugimi vrstami protestov. Imate ameriške zastave, ljudje tam mirno stojijo in že ste videli zastave v pro-palestinskem slogu. Zdaj, spet, razprava o Izraelu in Ameriki ter o tem, ali sta ti dve stvari povezani, je nekako srce parajoča, da smo prišli do tega, kjer ljudje res mislijo, da če podpiraš Izrael, potem to pomeni, da si proti Ameriki, čeprav sta v resnici zaveznici. Ampak ti Judi, ki so živeli v Ameriki, gradili Ameriko, so prvi, ki jih napade Mamdani. In malo noro je, da se to dogaja. To je res noro. Zdaj, spomnite se, pod Mamdanijem se je mesto razpadlo. Poglejte to. Obeta se še en lep dan tukaj v mestu. Začelo se bo z oblaki. Ko si predstavljate newyorško jutro? Predstavljajte si to. Ali si predstavljate sistem, v katerem je mesto preprosto umazano in razpada? Jaz si ga ne. In ko rečejo stvari, kot so Judje so prvi, so kanarček v rudniku premoga. Kar pomeni, da če ljudje napadejo njih, to pomeni, da se dogajajo slabe stvari. Točno to mislijo. Točno na to se nanašajo, kaj ne? Ker ta človek verjame v take stvari. Sprejeli bomo odločne pravne ukrepe za odstranitev malomarnih lastnikov in upraviteljev nepremičnin. In za stavbe, ki so bile kronično zanemarjene, bomo delali na tem, da lastništvo prenesemo na odgovorne skrbnike.
Kako točno boste to storili? In kako boste določili, kdo so odgovorni skrbniki? To je komunizem v svoji najboljši obliki, ki prihaja v New York, da uniči mesto od znotraj. Ampak kot si rekla že milijonkrat, pri Mamdaniju ne gre samo za Mamdanja. On je primer tega, kar islamisti poskušajo doseči. Sodelovali so z levico v enem najbolj neverjetnih sodelovanj vseh časov, samo zato, da jih uporabijo kot popolne koristne idiote, da izvolijo njihove ljudi na oblast in usilijo svoje ideologije, ki uničujejo Zahod. In če si kdaj želela večji pokazatelj, kako nevarne so levičarske ideologije za Ameriko, samo poglej, kako jih sovražniki Amerike znova in znova in znova in znova usiljujejo. In imela boš vse dokaze, ki si jih kdajkoli potrebovala. Mamdani je šele začetek. On je le prototip, ki ga poskušajo preveriti. Ali lahko svojega človeka izvolijo v enem najboljših mest v Ameriki oziroma v mestu, ki je bilo nekoč med najboljšimi? Ali lahko prevzamejo paradnega konja New York City in ga spremenijo v islamistično, marksistično peklensko luknjo? Ali jim to lahko uspe? In odgovor je: žal da. Dobra novica je, da čeprav obstajajo popolni idioti, ki so kvalificirani kot učitelji, je tudi na tisoče ljudi, ki rečejo: ne, prijatelj, dovolj je dovolj. In čeprav ne mislim, da bo Mamdani oseba leta po izboru revije Time, če pa bo, vam to pove vse, kar morate vedeti o revijanih medijih v tem trenutku. Mislim, da bomo morali spoznati, da je grožnja tukaj in da je grožnja resnična, ter da je treba nekaj ukreniti glede tega. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.